Pozdravljeni! Bolezni sodobnega časa niso več samo posledica genetike, ampak predvsem našega načina življenja. Ravno zato je preventiva tako pomembna, od rednih pregledov, zdrave prehrane, gibanja in skrbi za duševno zdravje. O tem, kako v Sloveniji poteka nacionalni program Skupaj za zdravje in zakaj je preventiva naložba, se bom pogovarjala z dr. Radetom Pribakovičem, Brinovcem, predstojnikom Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja na NIJZ. Dobrodošli, dober dan. Dober dan. Kaj pravzaprav pomeni program Skupaj za zdravje? Program Skupaj za zdravje je skrajšano ime državnega programa integrirane preventive kroničnih bolezni pri odraslih. Kaj se za tem skriva, ko govorimo o preventivi kroničnih bolezni, govorimo o zgodnem odkrivanju dejavnikov tveganja, kot so načini prehranjevanja, gibalne navade, izpostavljenost stresu, kajenje, pitje alkohola, podobno. Hkrati pa poskušamo odkrivati tudi zgodnje znake bolezni. Povišan krvni tlak, povišan krvni sladkor, spremembe maščob v krvi, izmerimo telesno maso, ugotavljamo debelost in podobno. In s tem programom, kot rečeno, zgodaj odkrivamo pri zdravih, pri tistih, pri katerih se bolezen mogoče že začenja, in posledično ukrepamo s spremembo življenjskega sloga in seveda s pravočasnim zdravljenjem. Kako pa to konkretno delujejo? Se lahko naročimo na takšen program ali to ponujajo vsi zdravstveni domovi v Sloveniji? V preventivne programe za odrasle se danes lahko vključujejo vsi odrasli prebivalci nad 30 let. Poteka v ambulantah družinske medicine, se pravi pri našem osebnem izbranem zdravniku, kjer preventivni pregled opravi diplomirana medicinska sestra. Pregled zajema vse tisto, kar sem že naštel, zares neka celovita ocena našega stanja. In potem na podlagi tega pregleda medicinska sestra skupaj z zdravnikom ugotovi našo ogroženost, temu rečemo. Se pravi, ali smo znotraj pričakovanega normalnega območja, kar pomeni, da preventivni pregled ponovimo čez 5 let, ali pa so pri nas ugotovljena odstopanja. In če so odstopanja, spet, ali je potrebno zdravljenje, če gre za že dlje časa, naprimer povišan krvni tlak ali neko drugo kronično bolezen, ki jo odkrijemo, ali pa je zares potrebna sprememba življenjskega sloga in se potem tako osebo usmeri v Center za krepitev zdravja. Kaj pa potem dosežete v Centrih za krepitev zdravja, kako pa tam zgleda? Centri za krepitev zdravja so znotraj zdravstvenih domov službe, ki so izrazito multidisciplinarne. Strokovnjaki v timu so diplomirane medicinske sestre, fizioterapevti, psihologi, dietetiki in kineziologi, ki v povezavi z ambulanto našega izbranega zdravnika pripravijo načrt obravnave. Kaj zdaj to pomeni? Če recimo pri meni ob pregledu ugotovi medicinska sestra debelost, ki je povezana mogoče še z mejno zvišanim krvnim tlakom, z neustreznimi gibalnimi prehranjevalnimi navadami, se taki osebi svetuje, da nekako spremeni življenjski slog na številnih področjih, na področju prehranjevanja, gibanja, morda izpostavljenosti stresu, morda druge težave z duševnim zdravjem. In ta načrt vključuje, kot rečeno, spremembe na vseh teh področjih. In seveda se jih ne lotimo vseh naenkrat, ker nihče od nas ne zmore spremeniti veliko stvari naenkrat. Gremo po korakih. Tisto, kar zmorem, tisto, kar lahko, tisto, za kar sem motiviran. Kolikokrat pa nas pokličejo lahko na takšne preventivne preglede? Kolikokrat lahko vsak človek pride na tak pregled? Po 30. ste dejali, ne? Dokler govorimo o, mi rečemo, navidezno zdrave osebe. Se pravi, da se mi dobro počutimo, da tudi
naši laboratorijski izvidi, druge meritve ne kažejo odstopanj. Pri tako imenovanih navidezno zdravih so pregledi na 5 let. Preventivni pregled na 5 let. Ko pa se začnejo ugotavljati neka odstopanja, takrat so pa kontrolni oziroma ponovni preventivni pregledi lahko tudi vsako leto. Pa se ljudje redno udeležujejo teh povabil, ko jih dobijo? Vem, da se ženske bolj kot moški, a ne? Ja. Drži. Ženske ste nasploh pogostejše uporabnice zdravstvenih storitev, kar ne pomeni, da ste bolj bolne, ste pa gotovo bolj redoljubne, skrbne. bolj odgovorne. Ja. Zdaj, udeležba v preventivnih pregledih za odrasle z vidika našega inštituta nekako ni zadovoljiva. V 5 letih, ko naj bi to ciljno skupino pregledali, bi računali, da pregledamo nekje 70% prebivalcev v tej skupini, žal jih manj kot 50%. Je na eni strani problem nas, pacientov, uporabnikov, da se ne odzovemo, je pa na drugi strani zares zadrega tudi v ambulantah družinske medicine, kjer trenutno deluje le polovica medicinske sestre v eni ambulanti. In ta medicinska sestra ima za nalogo opraviti program preventive, hkrati pa kontinuirano spremlja kronično bolne in seveda opravlja še druge naloge z področja zdravstvene nege in preprosto zmanjka tudi časa. Zato ena od sistemskih rešitev, za katero si prizadevamo, je seveda ta, da bi pri družinskem zdravniku lahko delala ena cela oseba, ena cela medicinska sestra. Če pa gledamo malo širše, pa se Slovenci vendarle kar dobro odzivamo na preventivo, sploh če pogledamo programe za zgodnje odkrivanje raka, programe Svit, Zora, Dora, kjer so pa udeležbe preko 60% oziroma v programu Dora tudi preko 80% v tej ciljni skupini. Tako da za zdravje smo pripravljeni poskrbeti. Ja, to so lepe številke teh presejalnih programov. Vem, da se tudi v Evropi uvrščamo zelo visoko po teh programih. To pa v bistvu je res ena zelo uporabna reč. Če prideš na 5 let, pa drugače nimaš težav, pogledajo kri, EKG, urin, pogledajo, kako si, če si še fit in tako. To je v bistvu nekaj, kar bi se morali ljudje razveseliti takšnega povabila. Verjetno pa je na eni strani tudi strah, da bi se kaj odkrilo. Drži oboje, kar ste rekli. Povabila, kot rečeno, na povabila se kar odzivamo. Tisto, kar tudi pri preventivi opažamo in nasploh v zdravju Slovencev, je to, da so razlike v zdravju razdeljene tudi po socialno-ekonomskih kategorijah. Se pravi, tisti iz nekako višjih, bolje socioekonomsko stoječih razredov tudi sicer bolje poskrbijo za zdravje, ker so bolje informirani, bolje razumejo, imajo dostop. Tisto, kar nas vedno skrbi, je, kako priti do tistih najbolj ranljivih, najbolj ogroženih, in to so praviloma osebe iz nižjih socioekonomskih razredov. Ja. Pravite, da imate možnost v teh preventivnih programih poskrbeti tudi za duševne težave. Vemo, da v Sloveniji imamo premalo te pomoči dostopne, težko pridejo ljudje do psihiatra zaradi čakalnih dob. Tukaj jih pa lahko nekdo sprejme, ki jih posluša. Drži. V programu Skupaj za zdravje se sicer osredotočamo na najpogostejše duševne težave pri odraslih. To so poleg stresa še anksioznost in depresija. Zato ob preventivnem pregledu ugotavljamo tudi ta del duševnega zdravja in potem, če se izkaže, da je pred nami oseba z depresijo ali z neko tesnobo, jo lahko usmerimo v Center za krepitev zdravja, kjer potekajo
tako imenovane psihoedukativne delavnice, spoprijemanje z depresijo, spoprijemanje s tesnobo. In tukaj se v majhni skupini, nekje 6, morda 8 oseb, s psihologom lahko pogovorimo o ne toliko o težavah v smislu zdravljenja, ampak v smislu razumevanja, zakaj gre, pridobivanja informacij, kako lahko živim, naprimer z depresijo, kjer so zelo pomembne tudi rutine in ritmi, ki nam pomagajo vzdrževati neko normalen ritem, normalno življenje. Pri tesnobi je mogoče poudarek bolj na teh strategijah, kako odreagirati takrat, ko sem v tesnobi, ko je ta anksioznost izražena. Kot rečeno, v skupini s psihologom gremo skozi te različne situacije, uporabniki, udeleženci se naučijo nekih veščin, in praviloma iz teh obravnav, iz teh delavnic odidejo, dajmo reči, bolj zdravstveno pismeni. Razumem. Opremite jih za lažje soočanje s tegobami. Točno to. Kako pa so v vaše te centre za krepitev zdravja povezane lokalne skupnosti, občine? Lahko kaj pomagajo, dajo prostore, se zraven angažirajo? Vsekakor. Lokalna skupnost je že sama po sebi ključen akter ne samo državnih preventivnih programov, ampak sploh obstoja zdravstvenih domov in izvajalcev s koncesijo na njihovem območju. To je njihova odgovornost, to je njihova sistemska odgovornost. Po drugi strani, kjer je lokalna skupnost zelo pomembna, je pa takrat, ko se obravnava v Centru za krepitev zdravja zaključi. Ker ne gre za obravnave, ki jih lahko kar ponavljamo, ne nazadnje so kapacitete omejene. Po drugi strani pa je tudi namen Centra za krepitev zdravja, da nas opolnomoči za življenje v domačem okolju. In tukaj je zelo pomembna vloga lokalne skupnosti, ki lahko omogoči podporne skupine, različne nevladne organizacije, različna neformalna okolja, ki nam pomagajo. Recimo, tipičen primer je obravnava debelosti pri odraslih, ki je zahtevna, dolgotrajna, veliko sprememb se mora zgoditi v življenju, ne samo posameznika, tudi družine, in v tem je treba vztrajati. Vsak, ki se je soočal z debelostjo, ve, kako težko je ali pa kako zahtevno je vztrajati v tej spremembi. In tukaj so podporne skupine zelo pomembne, kar pomeni od nekih športnih klubov, skupin za hojo, za nordijsko hojo, ne vem, marsikaj se dogaja v različnih nevladnih organizacijah, kot so, ne vem, Šola zdravja in podobni. V bistvu pa s tem rešujete dve muhi na en mah, ker te vse aktivnosti, ki se dogajajo v skupinah, pripomorejo k lažjemu socialnemu vključevanju. Ljudje se ne počutijo toliko osamljene, ker osamljenost je gotovo ena izmed tistih tem, ki jo moramo v družbi tudi nagovoriti. Drži vse to, kar ste rekli, in ker običajno, tako kot sem prej rekel, da je zdravje tudi socioekonomska kategorija, in so prav socialne mreže tiste, ki nam pomagajo vzdrževati spremembo, pa tudi, kot ste rekli, vzdrževati stike, kar vse prispeva k večji kakovosti življenja. Osamljenost, ki ste jo omenili, je zares zelo velik sodoben problem in je sploh, kar se tiče duševnega zdravja, eno od največjih tveganj za slabo duševno zdravje v starosti. Zato je toliko bolj pomembno, da ne pozabimo na starejše, ne pozabimo na osamljene. Niti treba živeti zelo daleč na podeželju, da si osamljen, tudi v Ljubljani je to pogost pojav in kot rečeno, zares predstavlja zelo veliko tveganje. Zato je tukaj vloga
po eni strani nevladnih organizacij, ki skušajo vključevati starejše, po drugi strani pa tudi zdravstvenih služb, kot je službe patronažnega varstva, pa seveda osebni zdravnik, ki je dobro, da pravočasno prepoznajo problem in potem poskušajo pomagati. Vse te storitve, o katerih govoriva, spadajo pod brezplačne storitve, so pod obvezno zdravstveno zavarovanje, ni treba za njih dodatno plačati? Vse, o čemer govorim tukaj, je financirano iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Seveda, podporne skupine v lokalni skupnosti, društva imajo svoja pravila. Pa tudi v tem primeru gre pogosto za društva, organizacije, ki za take specifične programe kandidirajo in potem tudi pridobijo sredstva različnih ministrstv na razpisih, ker je vendarle tudi v interesu države, da podpira te strukture. Tako, da ozavešča in da ohrani svoje državljane čim dlje v kondiciji in zdrave, da bomo lahko delali. Imate tudi nov program Skupaj za preventivo. Kaj ta program, o čem govori, koga naslavljate z njim? Verjetno govoriva o kampanji Poskrbimo za preventivo, ki smo jo letos lansirali. Drži, to je pravzaprav že naša druga medijska kampanja programa Skupaj za zdravje. Prvo smo pripravili pred 3 leti in smo jo naslovili Skupaj za zdravje, skupaj zmoremo. Takrat smo nekako bolj splošno informirali o samem programu. S to letošnjo kampanjo Poskrbimo za preventivo želimo pa izpostaviti posamezne dejavnike tveganja, posamezne elemente življenjskega sloga, da opozorimo na ustrezno prehrano, na ustrezne gibalne navade, na tudi krepitev duševnega zdravja. Tako da ti klipi v kampanji, ki jih vidimo lahko v medijih, skušajo vsakega od teh elementov izpostaviti. In ciljamo na posameznika, ki ga skušamo na ta način motivirati za vključitev v program Skupaj za zdravje, ali pa tudi samo za razmislek o svojem življenjskem slogu, o spremembah, ki so morda potrebne. Občutek je, da se te mlade generacije veliko bolj zanimajo za kvaliteto življenja, za ohranjanje zdravja. Je takšen samo občutek, ali imate tudi vi takšne podatke? Kdo so tisti, ki največkrat pridejo na te vaše preglede? So to ljudje nad 70, nad 60 ali je ena mešanica? Zares je mešanica in je kar pravično razporejena ta mešanica. Tisto, kar nas veseli, je, da se v program vključujejo mlajši od 50 let. Ker to je tista ciljna skupina, ki je praviloma zdrava, kjer pa se lahko že začnejo pojavljati te neki dejavniki tveganja, zgodnji znaki bolezni, in tam je korist lahko največja. Bolj kot zgodaj odkrijemo, bolj zgodaj lahko ukrepamo in bolj verjetno je, da se bolezen sploh ne razvije. Hkrati prihajajo pa tudi starejši. Po eni strani s starostjo narašča skrb za zdravje, takrat, ko nas začne boleti, takrat tudi začnemo ukrepati. Po drugi strani pa program zares ni omejen starostno. In so tudi starejši, kjer spremembe življenjskega sloga prav tako lahko vplivajo, mogoče ne na popolno povrnitev zdravja, ampak zagotovo na boljše življenje s kronično boleznijo. Tega nisem izpostavil, ampak je mogoče kar pomembno, ko živimo s kronično boleznijo. To ne pomeni, da nas do konca življenja čakajo tablete in neki strogi protokoli, ampak kronično bolezen v vsaki fazi, ne glede na starost, lahko izboljšujemo tudi spreminjanjem življenjskega sloga, z zdravimi prehranjevalnimi, gibalnimi navadami, z skrbjo za duševno zdravje. Nenazadnje sva se osamljenosti dotaknila. Na ta način lahko
bistveno upočasnimo napredovanje bolezni, lahko se zgodi, da se zmanjša potreba po odmerku zdravil in praviloma se izboljša kakovost življenja. Ja, to je zelo res. Dobro je, da se ljudje podučimo o stvarih, ki nam lahko prinesejo. Mogoče so kakšne majhne spremembe, pa naredijo lahko zelo veliko za naše zdravje. So te centri dostopni po vsej Sloveniji? Jih imate povsod? So dostopni povsod. V vsakem zdravstvenem domu deluje center za krepitev zdravja ali zdravstveno-vzgojni center. Razlika med tema dvema službama je zgolj v tem, da so centri za krepitev zdravja novejša struktura v smislu večjega števila strokovnjakov in večjega obsega storitev, ki jih ponujajo. V slabi tretjini zdravstvenih domov pa delujejo še stare oblike zdravstveno-vzgojnih centri, kot rečeno, z manj kadra, manjšim obsegom storitev, in ta prehod poteka postopoma, nekako sledimo razpoložljivosti sredstev znotraj zdravstvenega zavarovanja, tako da v naslednjih letih lahko pričakujemo v vseh zdravstvenih domovih nove strukture centrov za krepitev zdravja, kar pomeni tudi bistveno večjo dostopnost. Kako priti do tja? Prvo pot smo omenili že na začetku preko ambulante družinskega zdravnika, sicer pa lahko na vrata centra za krepitev zdravja tudi potrkate brez napotnice, takrat, ko prepoznate nek problem. Seveda bodo najprej z vami opravili temeljit razgovor, tudi osnovno diagnostiko bodo sodelavci tam naredili, in če se bo ugotovilo, da gre pri vas za neko stanje, ki zahteva še pregled pri osebnem zdravniku, preden bi se vključili v te preventivne obravnave za zdrav življenjski slog, vam bodo svetovali, da stopite še do ambulante. Sicer pa bodo z vami začeli obravnavo takoj, oziroma pač, ko se nek tak program, neka delavnica odpre oziroma začne. To je v bistvu odlična novica, ne? Tudi v primeru, če moraš dolgo čakati na neko terapijo, ne? Omenili ste, da imate v timu fizioterapeuta, ta je zelo iskan, ne? Verjetno lahko samo vsaj prve informacije da posamezniku, ko pride, da reče, v redu, nič ni hudega, če počakamo še nekaj mesecev, določene poškodbe je fino, da se začnejo s fizioterapijo zdraviti takoj, na katere lahko počakajo. Vse že to, da ti nekdo malo bremena vzame, v bistvu je to, če mene vprašate, kar veliko narejenega. Drži. Pregled pri fizioterapeutu v centru za krepitev zdravja običajno poteka tako, da z nekaj testiranji, ki so prilagojena seveda starosti in zmogljivosti posameznika, poskušajo postaviti oceno, za kakšen problem gre. Po drugi strani moram sicer reči, da fizioterapeuti v centri za krepitev zdravja niso nadomestilo za fizioterapevtsko obravnavo, predvsem po poškodbah, ker je nekako poudarek vendarle na spremembi gibalnih navad. Stanja po poškodbah so pa neka specifična, ki zahtevajo usmerjeno obravnavo. Res pa je, da skušamo v centri za krepitev zdravja v naslednjih letih tudi nasloviti širši problem mišično-skeletnih težav, bolezni, predvsem kronično bolečino in bolečino v hrbtu, kjer pa je pomembna ta aktivacija posameznika, seveda najprej pod strokovnim vodenjem, potem pa v domačem okolju in pač morda v nekem klubu. Zakaj smo se s tem problemom začeli ukvarjati? Ker je pri odraslih aktivnih to eden najpogostejših vzrokov za stalež. In je tako plačnik kot seveda v družinski medicini, kot pri delodajalcih, to izpostavljen kot zelo pomemben problem. In kronične bolečine, sploh bolečino v hrbtu, praviloma niso tiste, ki bi zahtevale
pregled pri ortopedu, kirurški poseg, neko dolgotrajno zdravljenje z zdravili, ampak so zelo pogosto povezane na eni strani z obremenitvami na delovnem mestu, po drugi strani pa vedno bolj z nenehnim sedečim vedenjem. Bolj ko sedimo, bolj ko tudi nepravilno sedimo, bolj se naše mišice, kako bi rekel, pozabijo opravljati svojo nalogo, drža se pokvari in nastopijo bolečine. Kot rečeno, tega ne zdravimo z zdravili ali z nekimi kirurškimi postopki, ampak preprosto spremembo navad. Ta sprememba navad je pa ustrezno zadostno gibanje, tako za moč, kot za ravnoteže, kot za vzdržljivost. In s tem se fizioterapevti v centrih ukvarjajo. Ja. So takšni centri za krepitve zdravja na takšen način, kot je naš, tudi v Evropi, v svetu? Je to znana praksa? Pravzaprav ne. Podobne programe poznajo nekatere mediteranske države. Tukaj bi izpostavil Španijo, delno Italijo, kjer poznajo podobne strukture, ki so tudi del primarnega zdravstvenega varstva kot pri nas. Sicer pa taki pristopi znotraj primarnega zdravstvenega varstva niso prisotni v zahodnih razvitih državah. In na kar smo še posebej ponosni je, da so centri za krepitev zdravja in celoten program Skupaj za zdravje na ravni Evropske unije prepoznani kot primer dobre prakse. In zdaj že nekaj let sodelujemo v različnih evropskih projektih, kjer te naše izkušnje izvažamo v druge države. Tako da to je naš izvozni artikel, moram reči. In nasploh naše primarno zdravstveno varstvo, ne glede na zadovoljstvo z nedostopnostjo v nekaterih primerih ali pa v nekaterih okoljih, je v primerjavi z drugimi razvitimi državami izjemno dobro delujoče primarno zdravstveno varstvo. Potem torej vaše kolege iz Evrope zanima, kako ste se tega lotili in kakšne imate rezultate, da jim lahko poročate o tem. Drži. In interes je velik, tudi v mediteranskih državah, seveda tudi v Španiji, Italiji, Grčiji, kjer podobne stvari recimo poznajo, pa tudi seveda v državah, kjer takih struktur na ta način nimajo, niti tovrstnih obravnav, ki so sistematične, strukturirane, dostopne vsem brez napotitve. Vi ste pri svojem osebnem zdravniku že bili na takšni obravnavi? Ste že šli na kontrolo? Pri svojem osebnem zdravniku sem že bil na preventivnem pregledu. Bil sem tudi že v Centru za krepitev zdravja. V nekem obdobju, ko je bilo v mojem delu res veliko stresa prisotnega, sem se udeležil prav preventivne obravnave spoprijemanja s stresom tukaj v Ljubljani. In moram reči, da je bilo res dobro. No? Kolegi, jasno je, da vedo zelo dobro, kaj delajo, ampak tudi sama izvedba in tudi, jaz bi rekel, na posameznika prilagojen pristop je pa bil. Ja, lepo ste torej združili zasebno s poklicnim, da ste malo pogledali, kako je videti v praksi. Če mogoče strneva, zakaj bi vi položili na srce najnim gledalcem, da naj se udeležijo teh preventivnih pregledov in naj potrkajo na centre za krepitev zdravja? Predvsem zato, ker se staranjem povečuje verjetnost za kronično bolezen. Zelo verjetno je, da bo skoraj vsak od nas v visoki starosti potreboval zdravljenje za nek svoj problem. In s pravočasnim vključevanjem v preventivne preglede, s pravočasnim odkrivanjem, lahko nastop te bolezni odložimo res v kasnejša leta ali pa ga nasploh preprečimo. Vključevanje v preventivne preglede je investicija v prihodnost. In pri nikomur zares ne moremo napovedati, kaj se bo zgodilo z njegovim zdravjem čez toliko in toliko let. Vemo pa, da če dejavnike življenjskega sloga
če smo na njih pozorni in jih poskušamo spreminjati, da s tem za svoje zdravje naredimo zelo veliko. In kar je dobra novica, je to, kar smo pač v javnem zdravju in v epidemiologiji kroničnih bolezni nasploh ugotovili že dolgo nazaj, da imajo kronične bolezni skupne dejavnike tveganja. Poleg že naštetih seveda tudi kajenje, pitje alkohola, debelost, prekomerna telesna masa, vse to so zares skupni, kako bi rekli, povzročitelji ali pa sprožilci bolezni v prihodnje. Pa še dober zgled smo svojim otrokom in potem v upanju, da bodo oni pravočasno šli ravno tako na preglede, da se bolezni, če se že pojavijo, odkrijejo dovolj zgodaj. Drži. Včasih je tudi obratno. Otroci, ki so vključeni v preventivne programe že od zgodnjega otroštva, so lahko tudi nam zgled ali pa spodbuda nam starejšim. Ko otrok pride z preventivnega pregleda, naprimer takrat, ko grejo s šolskim razredom, se lahko zgodi, da nas vpraša starše ali stare starše, ali si mogoče ti bil na preventivnem pregledu? Ja, pa še, veste, kaj se mi zdi še posebej zanimivo? V obdobju, kjer živimo, je zdravstveni sistem, ki ga imamo v državi, večkrat pod močnimi kritikami, pod drobnogledom. A v bistvu potem, če pogledamo na vse stvari, ki so na voljo, vidimo, da imamo dovolj priložnosti. Pomembno je, da jih znamo izkoristiti, da res pridemo na kakšnega od teh programov. Drži. Tisto, kar pri Slovencih še ugotavljamo, da sicer smo v primerjavi z drugimi razvitimi evropskimi državami morda bolje zdravstveno pismeni, pa vendarle je še veliko priložnosti za to, da spoznamo naš sistem, da ugotovimo, kje so priložnosti in da jih tudi izkoristimo v pozitivnem smislu. Tako da tukaj je še prostor. Najlepša hvala, ker ste bili moj gost. Ostanite zdravi. Čudovito je, ko se zavemo, da zdravje ni samoumevno. Je pa nekaj, na kar lahko vplivamo vsak od nas vsak dan. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje. Pokrovitelj današnjega podcasta je NIJZ s preventivnim programom Skupaj za zdravje, ki nudi odraslim prebivalcem Slovenije podporo pri skrbi za bolj zdrav življenjski slog.